Gospod Tanko, kaj se dogaja v Državnem zboru, kaj preiskujejo kriminalisti in katerega člana vaše poslanske skupine preiskujejo? Kaj vidite za zdaj? Zdaj jasno je samo to, da so zapečatili pisarno našega poslanca gospoda Širclja. Zdaj predpostavljam, da je ta preiskava odrejena zato, ker naj bi eno krajše obdobje deloval v družbi za upravljanje terjatev bank, to se pravi tako imenovani slabi banki. Vendar glede na to, da se je preiskava razširila tudi na prostore Slovenske demokratske stranke, predpostavljam, da gre tudi za maščevanje koalicije Slovenske demokratske stranke. Kajti treba je vedeti, da je nedavno gospod Šircelj sklical tudi komisijo za nadzor javnih financ, na kateri so obravnavali financiranje ene politične stranke, ki naj bi bilo posredno ali neposredno izpeljano preko tujine. O tem se je veliko govorilo v hrvaških medijih. Tudi oseba, ki je nakazala ta del, oziroma ta denar, je to večkrat javno potrdila. Skratka, to je en del tega, drug del pa najbrž predstavljajo vse te aktivnosti in povezane z referendumom in tudi povezane z uporom praktično večine strokovne javnosti proti posameznim ministrom. Imate upor proti ministru Mramorju in gospodu Koprivnikarju, to se upira policija, imate upor na kulturi, imate upor v zdravstvu, imate upor na lokalnih skupnosti in tako naprej. Skratka, zdaj vlada poskuša zagotovo vse te pointe, te poudarke usmeriti na policijsko preiskavo v Slovenski demokratski stranki in pri gospodu Širclju. Skratka, gre za političen pritisk, gre za to, da se v času seje Državnega zbora onemogoči delo poslanca Državnega zbora, zato ni ustavne podlage, zato ni zakonske podlage, zato ni nobene poslovniške podlage in najbrž zaradi tega je tudi predsednik Državnega zbora bil prisiljen odrediti prekinitev seje Državnega zbora, da se to preveri. Ste vi videli zahtevo za preiskavo, kaj želijo preiskati kriminalisti, tudi korespondenco poslanske skupine, same stranke ali samo Širclja? Jaz sem videl samo odredbo, ki se nanaša na stranko. Zdaj, tu je zapisano, da je treba pač preiskati strankine prostore in vse pritikline, da se zapečati server stranke, skratka, da se odzame možnost komunikacije s članstvom. Zdaj, ker zadeva preiskavo same stranke, treba tule ugotoviti, da tam gospod Šircelj ima nobenih prostorov, kajti sedež ima tukaj, tako kot imamo vsi ostali poslanci. In pač na stranko prihaja občasno, tako kot mi vsi ostali poslanci, takrat, ko so sestanki izvršilnega odbora. Tako da je ta odredba glede strankinih prostorov pravzaprav brez podlage. Zanimivo pa to, da je to odredbo podpisala ista sodnica, Deša Cener, ki je zavrnila tudi dostavitev dokumentacije Nove Ljubljanske banke preiskovalni komisiji. Skratka, veliko teh naključij, takih, ki kaže na to, da gre za zelo usmerjen postopek proti posamezniku in proti politični skupini, ki ta posameznik, ki gospod Šircelj pripada. Kako boste ravnali zdaj v Državnem zboru kot SDS, kot stranka parlamentarna? No, mi smo napovedali obstrukcijo te seje Državnega zbora. Mi se seje ne bomo udeležili, ker gre za grob poseg, tako prej sem povedal, v pravice in naloge poslanca, ki mu jih daje ustava, in ni pravne podlage za to, da bi se mu na tak način katerikoli državni organ odvzel možnost sodelovanja pri seji Državnega zbora. In seveda tudi gre za grob politični pritisk in onemogočenje dela druge največje stranke v Državnem zboru. Kajti, če se pač posega z neko policijsko preiskavo praktično v server, ko je vsa pošta gor, potem je to na nek način dejanje, ki bo vse te interne stvari, ki so za vsako stranko posebne, dalo javnosti na uporabo. Skratka,
mislim, da je to presega vse, kar se je do sedaj dogajalo v tem državnem zboru. A ta obstrukcija bo samo danes, tudi v nadaljevanju te redne seje? Bomo najbrž nadaljevali do konca te seje državnega zbora.